Spoštovani zbrani, dobrodošli na praznovanju občinskega praznika občine Šentilj. Prav na današnji dan, pred 150 leti, se je rodil Rudolf Maister. In ta dan je tudi datum, ko vsako leto slavnostno obeležujemo praznik občine Šentilj. Lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, častni občan občine Šentilj, gospod poslanec, županje, župani in podžupani sosednjih občin, svetnice in svetniki, predsednik in člani predstavniki društev in organizacij, gospod dekan in gospod župnik, spoštovani dobitniki občinskih priznanj, gospodarstveniki, poslovni partnerji, spoštovane občanke in občani, dragi sodelavci in vsi ostali prisotni. General Rudolf Maister je leta 1918 s svojimi borci začel biti boj za severno mejo. Ta bitka, ki je za nas osvojila to, da smo danes na tej strani, kamor spadamo, je osnova tudi za to, da imamo občino v takih mejah, kot jo poznamo danes. Rudolf Maister, ki ga vsi najbolje poznamo kot vojskovodjo, generala, pa ni bil le to. Bil je tudi umetnik, pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig. Izdal je kar 2 pesniški zbirki. In ko smo že pri umetnosti, za nocojšnjo glasbeno spremljavo bo poskrbel godalni kvartet Alfine iz Ljubljane, ki je z odigrano himno slovesno pričel nocojšnjo proslavo. 4 akademski glasbeniki, violinistki Urška Trček-Lenarčič, Petra Kravos, violist Peter Kranjec in violončelistka Urša Kržič delujejo od leta 2017 z mislijo za vsako uho se glasba najde. Na oder pa sedaj vabim župana občine Šentilj, magistra Štefana Žvaba, da nam nameni nekaj pozdravnih besed. Dober večer želim vsem skupaj. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani cenjeni visoki gosti. Občina Šentilj danes praznuje občinski praznik ravno na rojstni dan pesnika, generala in borca za severno mejo Rudolfa Maistra. Ta rojstni dan občine sovpada prav z njegovim rojstnim dnevom, seveda ni naključje. Njegova dejanja so v teh krajih pustila neizbrisen pečat, za kar smo mu neizmerno hvaležni. Ob obletnici rojstva generala Maistra se tako spominjamo njegovega poguma, odločnosti in predanosti svojemu narodu. Prav tako pa lahko izpostavimo še njegovo kulturno zapuščino, saj bi poleg svoje vojaške vloge tudi pesnik in kulturni delavec, ki je poudarjen pomen slovenske kulture in jezika. Kakšno veličino v teh krajih predstavlja general Maister, pove to, da njegovo ime nosi tukajšnja osnovna šola v Šentilju. Njemu v čast smo poimenovali tudi ulico, prav tako pa smo pred dvorano, v kateri se pravkar nahajamo, postavili njegovo leseno skulpturo. Vedno znova rad poudarim, da je občina Šentilj v vsem obstoju doživela veliko in prebivalci teh krajev so še v vsaki, pa naj si bo še tako krizni situaciji, ravnali točno tako, kot bi ravnal on, general Rudolf Maister. To je pogumno, odgovorno in modro. Zato sem ponosen, da naša skupnost premore ljudi, ki znajo, ljudi, ki hočejo in ljudi, ki jim ni vseeno. In prav slednji si zaslužijo spoštovanje in velik poklon. Vsako leto ob občinskem prazniku podelimo občinska priznanja. Gre za priznanja, ki jih prejmejo posamezniki ali organizacije, ki svojim doprinosom bogatijo življenje v naši občini,
pa naj bo to na kulturnem, športnem, šolskem, gospodarskem, humanitarnem ali pa družbenem področju. Spoštovani dobitniki priznanj, danes je vaš dan. Zaradi vas je življenje v naši občini lepše, za kar se vam iskreno zahvaljujem in od srca čestitam. Drage občanke in občani, čestitke ob našem skupnem prazniku. No, na koncu še vsem skupaj želim blagoslovljene in mirne velikonočne praznike. Hvala in srečno. Hvala, gospod župan. Na oder pa vabim nocojšnjo slavnostno govornico, predsednico Zveze društev Generalmajster, magistrico Lučko Lazarev Šerbec. Leto 2024 je Republika Slovenija proglasila leto generala Rudolfa Maistra. Generala, domoljuba, bibliofila, slikarja, športnika in pesnika. Pesnika Vojanova. Dediščina generala Rudolfa Maistra je izjemna. Posebej poudarjena v letošnjem letu, ko ob 150-letnici njegovega rojstva in 90-letnici smrti obeležujemo s številnimi dogodki, potem bomo predvsem poudarili njegove vrednote, ki jih je Maister poosebljal. Vrednote domoljubja, vizionarja, solidarnosti, poguma, da spregovoriš tudi takrat, ko vsi molčijo. Sodelovanja ne le s tistimi, ki mislijo enako, ampak tudi s tistimi, ki vidijo stvari drugače. Različnost nas bogati. Naj nas bogati v medsebojnem spoštovanju v duhu sodelovanja. Zgodovinski boj za severno mejo, ki ga je začel blaženi škof Anton Martin Slomšek leta pred 160 leti s prenosom sedeža Lavantinske škofije iz Santandraža v Maribor, je pred 100 leti odločno nadaljeval general Rudolf Maister. Njegova strateška odločnost, ustanovitev Slovenske narodne vojske ter boj za slovensko severno mejo so njegovi največji uspehi. Maistru moramo biti hvaležni, da je danes Maribor in s tem posledično tudi Šentilj slovenski, da je Štajerska slovenska, da je Prekmurje slovensko in tudi Koroška, tudi slovenska Koroška, na žalost le majhen del. Rudolf Maister je bil rojen 29. marca 1874 v Kamniku. Avstro-Ogrska je po prvi svetovni vojni razpadla, na njenem ozemlju je nastalo veliko držav. Med njimi tudi nemška Avstrija in država Slovencev, Hrvatov in Srbov, pozneje z združitvijo Kraljevine Srbije, torej Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kasneje se to preimenovalo v Jugoslavijo. Svet mestne občine Maribor, s katerim so imeli večino Nemci, je 30. oktobra 1918 sklenil, da je Maribor z zaledjem del nemške Avstrije. 1. novembra 1918 je nemški polkovnik Hollik sklical sestanek višjih častnikov v mariborski vojašnici. Prav skrili so se pred Maistrom. Na tem sestanku je bila točka o vzdrževanju reda v Mariboru. Major Maister je to seveda izvedel in je pridrvel na ta sestanek in je seveda zavedal se je, da tega ne dovoli, da nujnost je prevzeti vojaško oblast v Mariboru. In seveda Hollik je sestavil 12 točk in general Rudolf ni še bil general, bil je major, je rekel, ne priznavam teh točk, Maribor proglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzamem v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in so spodnjo Štajersko. Zagrozil je, bil je izredno odločen in zagrozil je, da bo tudi prišel pred vojaško sodišče vsak, ki bi se upiral Maistrovemu povelju. Po sestanku je Maister zbral slovenske častnike, podčastnike in vojake
in jim razložil, da je prevzel vrhovno poveljstvo v mestu. Nemškemu vojaštvu je Maister postavil dvodnevni rok za odhod. Predsednik Narodnega sveta za Štajersko, dr. Karl Vrstovšek, jim je Maistru še isti dan podelil čin generala. Člana Narodnega sveta sta bila tudi šentilska domoljuba, župnik Evald Vračko in Franjo Žobot, ki je bil tudi sodelavec generala Maistra. V drugi polovici oktobra 1918 so tudi v Šentilju ustanovili Narodni svet. 5. novembra 1918 je Maister odpotoval v Ljubljano, da bi narodno vlado prepričal o nujnosti organizirane vojske, da se zavaruje severna meja na Štajerskem, na Koroškem. Žal je Ljubljana tej mobilizaciji nasprotovala. Maister se razočaran vrnil v Maribor in sklenil to mobilizacijo izvesti sam. Sprva je imel zelo malo odziva, sčasoma pa mu je uspelo zbrati okoli 4000 vojakov in 200 častnikov. Pri tem mu je zelo dosti pomagal dr. Franjo Rosina. Mnogi člani Šentiljske narodne straže in povratniki iz vojne so se odzvali klicu generala Rudolfa Maistra in se pridružili njegovim borcem. Vseh 33 Maistrovih borcev iz Šentilja in okolice je prišlo iz vrst kmetsko-bralnega društva. General Maister je še naprej vojaško deloval in slovensko vojsko napredoval po Štajerski, Koroški in Prekmurju. Z enotami pod svojim poveljstvom je zasedel Radgonov, Lučane, Radlje, Muto, Mežiško dolino, Pliberk, Velikovec, Dravograd, Lapot in Šentpavel in bil na pragu Celovca. Na žalost in nerazumljivo pa mu je slovenska vlada takrat sporočila, citiram: general Maister ima izvrševati izključno vojaška povelja, ki jih dobi iz Ljubljane, sicer pa ničesar ukrepati na lastno pest. Konec citata. Nato so vzeli Maistru pristojnosti nad velikim delom osvojenega ozemlja in ga omejili izključno na Štajersko. Sredi decembra 1918 so imeli enote generala Maistra v svojih rokah največ obmejnega slovenskega ozemlja. Za Šentilj in okolico je bil položaj nejasen do določitve meje 10. septembra 1919 na pariški mirovni konferenci, kjer je Franc Kovačič, jugoslovanski zastopnik na tej konferenci z bogatim gradivom, narodnostnim zemljevidom, dokazal, da so tudi kraji severno od Maribora slovenski in s tem tudi Šentilj slovenski. Leta 1923 je moral v pokoj, čeprav je bil star komaj 49 let. Umrl je star 60 let 26. julija 1934. Pokopali so ga v Mariboru, njegovega pogreba se je udeležilo več kot 20 000 ljudi. Rudolf Maister pa ni bil samo neustrašen vojak in strateg. Imel je izjemne športne lastnosti. Bil je slakar, izjemen zbiratelj knjig in pesnik. Vse posod je vozil svoje knjige s seboj, prav tako jih je vzel tudi v Přemyšl in iz Přemyšla nazaj v Slovenijo. General Rudolf Maister se je zavedal, da je zmaga slovenstva v Mariboru ni moč utrditi samo z orožjem, marveč je treba pot do zmage kovati in tlakovati tudi s kulturo. Kultura je tisto, kar nas odhranja še danes in jezik, slovenski jezik je eno najpomembnejših vezi, ki nas ohranjujejo na slovenski zemlji. Anton Aškerc je zapisal: v deli svojih ti boš večno živel. Vemo, da zemeljske večnosti ni, ostaja pa za nami sled našega dela. Prav tako, kot je že bilo prej omenjeno, je napisal 2 pesniški zbirki poezije in Kitica moj. Spoštovani, generalu Rudolfu Maistru in njegovim borcem gre zasluga, da smo Slovenci v nemirnem 20. stoletju zaokrožili ozemeljsko celovitost Slovenije, naposled kot samostojna in neodvisna država. Zgodovinski lok nam pokaže pomembnost, odločilnost dogodkov iz leta 1918 in 1919,
ki jih lahko primerjamo s tistimi iz obdobja 1941 do 1945, ter seveda z leti 1991, 90 in 91, ko smo se osamosvojili. Med temi dogodki je moč najti povezave in podobnosti. Tisto, kar so generalmajster in borci za severno mejo začeli, smo Slovenci nadaljevali v obeh prej omenjenih vojnah. Bivši predsednik Borut Pahor je dejal, citiram: Rudolf Maister ostaja zgled pogumnega vizionarja, velike narodnozavedne osebnosti, intelektualca, častnika in kulturnika, ki se ni bal izpostaviti za visoke cilje slovenstva, kot jih je tedaj odlično razumel. Zgodovina nas ni izbrisala, prav nasprotno, iz zgodovine smo išli kot zmagovalci, imamo svojo državo. Se sploh zavedamo, kakšno pot smo morali prehoditi do lastne države, koliko žrtev in življenj je bilo žrtvovani na naši razburkani zgodovini? Premalo. Znamo ceniti žlahtno žuborenje slovenske govorice, kakšen je odnos do naše domovine. Vse se nam zdi samoumevno, vendar danes nič ni več samoumevno. O tem nam pričajo dogodki v naši neposredni bližini. Dokaz, da za srečo in blagostanje ljudi ni dovolj zgolj lastna država, dobimo Slovenci pri sebi. Manjkajo nam voditelji, ki bi lahko bili prav vzorniki mladim in vsem državljanom, da bi z osebnim zgledom negirali razrast korupcije, nepotizma, pohlepa, neupravičenega zaslužkarstva, oblastne neodgovornosti. Ponuja se možna verjetnost, da si je državo prilastila elita, domovina pa je ostala množici ljudi. Spoštovani, Šentilj je v zavesti mnogih Evropejcev ostal v spominu kot vrata med osrednjo in južno Evropo. Ni preteklo veliko let, ko so se skozi vrata pred prazniki, prav tako kot je zdaj pred veliko velečjo, torej verskimi ali nacionalnimi, valile množice turistov in delavcev na dopust ali v domači kraj in potem nazaj. Območje Šentilja je zaznamoval tudi velik selitveni dogodek, ko so se izhoda in Afrike vile kolone beguncev v tako imenovani raj Zahodno Evropo. Šentilj je bil in ostaja stičišče različnih kultur. Ostaja trdna skupnost, ki je ponosna na svoje korenine, na svojo zgodovino in kulturo in na vse to, ki tudi to ohranja. S potovanjem v preteklost obujamo spomine na zahtevne čase v preteklosti, a danes smo zbrani, da počastimo sedanjost in se pogovarjamo o prihodnosti. Občinski praznik je vselej čas praznovanja dosežkov, čas srečanja, čas krepitve medsebojnih odnosov, čas za načrtovanje prihodnosti za vse generacije, posebej za mlade, ki predstavljajo prihodnost na vseh. Mi kot posamezniki, kot skupina z ideali domoljubja in ohranjanja slovenstva, ne smemo pozabiti na posameznike in njihov doprinos družbi. Počastimo in praznujemo praznik občine Šentilj skupaj s tem, da bomo podelili priznanja občine Šentilj in tudi naša priznanja Zveze društev generalmajstra. Ob tem čestitam vsem prejemnikom priznanj, bi pa še povabila sedaj na predsednika Novomeljskega društva generalmajster Šentilj, Brona Jelenka, da mi pomaga, da bomo lahko podelila priznanja. Srečno majstrovo leto 2024, srečno Šentilj in srečno Slovenija.
Zlati znak Zveze društev Generalmajster za več kot 10-letno aktivno delo pri krepitvi domoljubja in prenašanju sporočilnosti generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev prejme Edvard Čagran. Kot župan občine Šentilj je prispeval k postavitvi spominskih obeležij braniteljem slovenskega Šentilja, generalu Rudolfu Maistru in borcem za severno mejo in prispeval k privzemu praznika občine Šentilj po datumu rojstva generala Rudolfa Maistra ter podpiral poslanstvo domovinskega društva generala Maistra Šentilj. Iskrene čestitke. Zlato plaketo za pomemben prispevek k utrjevanju domoljubja in domovinske pripadnosti ter ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove sporočilnosti prejme občina Šentilj. Občina Šentilj je braniteljem slovenskega Šentilja, generalu Rudolfu Maistru in borcem za severno mejo postavila spominska obeležja, glavno ulico v Šentilju imenovala po generalu Rudolfu Maistru, praznik občine Šentilj, 29. marec, pa privzela po rojstnem datumu generala Rudolfa Maistra. Osnovna šola v Šentilju nosi njegovo ime od leta 1937. Iskrene čestitke.
Čas je za slavnostno podelitev priznanj občine Šentilj, zato prosim, da se mi na odru pridružijo podeljevalci. Župan občine Šentilj, magister Štefan Žvab, direktorica občinske uprave, gospa Petra Pucko, ter podžupanja in predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospa Lidija Šarič. Bronasti grb občine Šentilj se podeljuje posameznikom in organizacijam v občini Šentilj za uspehe v vsaj 5 letih, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Šentilj ali širše skupnosti in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Na predlog izvršnega odbora SDS občine Šentilj in svetnika občine Šentilj gospoda Marjana Pojbiča bronasti grb občine Šentilj prejme Hilda Romič. Hilda Romič je oseba z velikim srcem. Deluje kot namestnica predsednika v odboru za socialo, zdravstvo in mladino občine Šentilj. Je zelo aktivna, ne le v občini Šentilj, temveč tudi širše. Njeno življenjsko poslanstvo je pomagati socialno ogroženim, ljudem v stiski in stati ob strani ostarelim in mladim. Ljudje jo poznajo kot borko za pravice šibkih, ki jim je vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Hvala in iskrene čestitke. Na predlog župana občine Šentilj, magistra Štefana Žvaba, bronasti grb občine Šentilj prejme Darko Bavdaš. Gospod Darko Bavdaš s podjetjem Tehnior, ki deluje v občini Šentilj, že skoraj 20 let kaže, kakšna naj bo pot sodobnega in uspešnega podjetja. S svojim delom občino Šentilj postavlja na evropski in svetovni zemljevid najboljših na svojem področju, ob tem pa uspešno krmari med črmi, ki jih prinaša gospodarska kriza. Njegova skrb za zaposlene in sposobnost ustvarjanja pozitivne podjetniške kulture je prispevala k visoki stopnji zavzetosti in produktivnosti znotraj podjetja. Gospod Bavdaš je tudi aktivni član gospodarske zbornice, kjer deli svoje izkušnje in sodeluje pri razvoju industrijskih standardov. Njegovo omreženje ne pomeni le gradnje poslovnih odnosov, temveč tudi spodbujanje sodelovanja in izmenjevanja idej. Darko Bavdaš ni le uspešen podjetnik, temveč tudi voditelj, vizionar in navdihujoča osebnost. Njegova neomajna zavzetost, odličnost, inovativnost ter družbena odgovornost postavljajo standarde, ki bodo služili kot zgled za prihodnje generacije podjetnikov. Iskrene čestitke. Na predlog župana občine Šentilj, magistra Štefana Žvaba, bronasti grb občine Šentilj prejme nogometni klub Paloma. V občini Šentilj ima nogomet večdesetletno tradicijo. Nogometni klub Paloma Sladki Vrh je bil ustanovljen leta 1957, v Šentilju pa se je nogomet takrat kot sekcija DTV Partizan začel igrati že leta 1952, a je tisti pravi pomen dobil leta 1961, ko se je v Šentilju izgradilo nogometno igrišče.
Čeprav se je dolgoletna želja po združitvi obeh klubov zdela misija nemogoče, pa se je prelomnica zgodila v mesecu maju leta 2021, ko se je nogometni klub Šentilj pripojil nogometnemu klubu Paloma Sladki Vrh. Posebno mesto v klubu ima nogometna šola. Ta mladim ponuja dobre pogoje za njihov nadaljnji nogometni in tudi osebnostni razvoj. V klubu trenutno trenira 124 otrok, ki so razdeljeni v različne starostne kategorije, za njih pa skrbi 13 strokovno usposobljenih trenerjev. Uspešno se udeležujejo najrazličnejših turnirjev, tako pri nas kot tudi v tujini. Nogometni klub Paloma s svojo nogometno šolo opravlja neprecenljivo poslanstvo, predstavlja vzor in postavlja visoke standarde na področju vzgoje in razvoja otrok. Iskrene čestitke. Srebrni grb občine Šentilj se podeljuje posameznikom ali organizacijam v občini Šentilj za zelo pomembne dosežke in uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Šentilj ali širše skupnosti v obdobju vsaj 8 let. Na predlog prostovoljnega gasilskega društva Ceršak, predsednika krajevne skupnosti Ceršak gospoda Staneta Ferka in svetnika občine Šentilj gospoda Marjana Pojbiča, srebrni grb občine Šentilj prejme Mirko Harc. Mirko Harc je član prostovoljnega gasilskega društva Ceršak od leta 1978. V letu 1998 je prevzel najodgovornejšo funkcijo in postal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ceršak. Z željo po razvijanju gasilstva v Ceršaku to funkcijo z vso predanostjo in odgovornostjo opravlja še danes. V vseh teh letih je vložil veliko truda in prostega časa v razvoj gasilskega društva, kakor tudi članstva v društvu. Kot vzoren in predan mentor je v gasilstvu izobraževal na področju gasilsko-športnih disciplin praktično vse generacije, od mladine, članov, članic, kakor tudi veteranov. Mirko Harc, PGD Ceršak, vodi z vizijo in željo po modernizaciji in širitvi in njegove sanje postajajo v obdobju 2024-2025 resničnost. Saj gasilstvo v Ceršaku v tem obdobju dobiva povsem nov oris v kraju, občini, regiji in širše s pridobitvijo sodobnega gasilskega doma in gasilskega vozila. Da pa Mirko Harc ni kar tako, dokazujejo pogledi nanj tudi z operativne strani, saj se kljub njegovemu veteranskemu statusu člana prostovoljnega gasilskega društva Ceršak še vedno vestno udeležuje intervencij na območju občine Šentilj in širše. To dokazuje sodelovanje na vseh intervencijah naravnih nesreč v letu 2023 na področju občine Šentilj. Mirko je kot član in predsednik PGD Ceršak zelo pomemben organizacijski in vezni člen za kraj Ceršak. Iskrene čestitke. Na predlog območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, občin Kungota, Pesnica in Šentilj, srebrni grb občine Šentilj prejme Boštjan Pregelj. Boštjan Pregelj je član območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, občin Kungota, Pesnica in Šentilj, aktivni član območnega združenja slovenskih častnikov, občin Kungota, Pesnica in Šentilj in član turističnega društva Šentilj.
V močno združenje slovenskih častnikov se je vključil takoj po nastanku leta 1993, v veteransko organizacijo pa leta 2016. V obeh organizacijah je ves čas aktiven član ter član vodstva teh organizacij, kar pa pomeni, da v obeh opravlja pomembne naloge v več kot 8 let in je pri tem nepogrešljivi soorganizator in udeleženec društvenih aktivnosti v vseh okoliških občinah. Boštjan Pregl je udeleženec vojne za samostojno Slovenijo. Kot častnik teritorialne obrambe je bil vključen v aktivnosti že v času priprav na osamosvajanje Slovenije in bil poklican za obrambo svoje domovine v času agresije JLA na Slovenijo od 24. junija do 20. julija 1991. Boštjan Pregl s svojim prizadevanjem in delom v združenjih in društvih močno prispeva k ugledu občine Šentilj. Iskrene čestitke. Zlati grb občine Šentilj se podeljuje posameznikom občine Šentilj za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Šentilj ali širše skupnosti in je vsaj 10 let deloval na družbenem ali gospodarskem področju v občini Šentilj. Na predlog Turističnega društva Šentilj zlati grb občine Šentilj prejme Bernarda Brec. Bernarda Brec v občini Šentilj res nima stalnega prebivališča, lahko bi pa rekli, da je tukaj njen drugi dom. Kot vzgojiteljica v šentiljskem vrtcu je v 40 letih svoje kariere oblikovala in zaznamovala generacije otrok, ki pa jim ni bila samo nadomestna mama in vzgojiteljica, pač pa uspešna mentorica, s katero so otroci leto za letom uspešno nastopili na številnih prireditvah po Sloveniji in tako širili dober glas občine Šentilj. Skoraj ni praznika v letu in prireditve, kjer Bernarda ne bi aktivno sodelovala s svojo skupino Korenjaki, s katero skrbi za ohranjanje naše kulturne dediščine ali pa bi pripravila kakšne delavnice. Otroke povezuje z različnimi društvi v kraju in starejšimi. Z mladino aktivno sodeluje tudi pri ustvarjanju dekoracij v centru Šentilja. Te pa ljudi tako navdušujejo, da se ob njih ustavljajo, fotografirajo in pošiljajo te spomine v svet. Gospa Bernarda Brec s svojim delom in povezovanjem uspešno vzgaja mladi rod, ki bo nekoč koval prihodnost občine Šentilj. Iskrene čestitke. Dragi gostje, jaz bi se iskreno zahvalila v tem trenutku mojim predlagateljem, županom, vse občinske uprave in vsem svetnikom in svetnicam, ki so bili na zadnji občinski seji. Vsem najlepša hvala, obenem pa želim vesele, blagoslovljene, velikonočne praznike, polno zdravja in sreče. Hvala vam. Štajerski narodni svet me je imenoval za generala in mi poveril vojaško poveljstvo nad spodnjim Štajerskim proti severu do severne meje okrajnih glavarstev.
Slovenij Gradec, Maribor, Radgona. Z vsemi sredstvi, ki so mi na voljo, bom skrbel za mir in red v mestu. Do jutri ob 10. uri mi javijo polki, poveljstva in ustanove, število jugoslovanskih častnikov. Nemško-avstrijsko vojaštvo, to je severno od meje, se odpusti ali pa nastavi v Dravski vojašnici. Še naslednjega dne ob 11. uri mora vse nemško-avstrijsko vojaštvo, ki se bo ta dan še nahajalo v Mariboru, stati pred Dravsko vojašnico pripravljeno za odhod. Poveljnik 47. pešpolka mora do takrat v redu predati vojašnice jugoslovanski vojaški upravi. Mene je dobiti v pisarni vojaškega postajnega poveljstva v poslopju okrajnega glavarstva na Rotovžu, prvo nadstropje ali pa v stanovanju, Belska cesta. Zaradi nastale situacije je mobilizacija nujno potrebna, zato je danes, 9. listopada leta 1918, za slovenski narod pomemben dan, ki se bo zapisal v zgodovino. Državljani, Jugoslovani, konec je vojske. Dobili smo novo, prosto, čvrsto domovino Jugoslavijo. S tem pa težav še ni konec. Valijo se armade tisočev in oni tisoči, ki gredo skozi naše kraje, kradejo, ropajo, požigajo, tudi do poboja je že prišlo. Zato je naša sveta dolžnost, da branimo svojo domovino, premoženje in življenje naših dragih. V smislu razglasa poveljenika za narodno obrano v Ljubljani ukazujem torej tako. Vsi državljani spodnjega Štajerja, častniki, enaki črnovojniki in možje rojstnih letnikov 1879 do 1900 morajo se zglasiti 18. listopada tega leta ob 8. uri zjutraj in sicer v Celju, v vojašnici 87. pešpolka, oni, ki so doma iz okrajnih glavarstv Celje, ekspozitura, Mozirje, Brežice, Konjice, Slovenij Gradec in mesto Celje. V Mariboru, oni, ki so doma iz okrajnih glavarstv Maribor, Radgona, Ljutomer, Ptuj, ter iz mest Maribor in Ptuj. Zglasiti se morajo brez izjeme vsi, naj so služili pri infanteriji, artileriji, kavaleriji ali pri kakrem drugem poveljstvu ali branži, ne glede na to, ali so bili ob svojem sedanjem prihodu domov sposobni za fronto, za straženje ali za delo brez orožja. Enako se morajo zglasiti tudi vsi invalidi, ki so začasno superarbitrirani in sedaj na dopustu. Potem vsi oni, ki so bili od avstrijskega ali domobranskega vojnega ministrstva oproščeni. Ti oproščenci bodo po pregledu oprostilnih list zopet odpuščeni. Izvzeti od zgrešenja pa so zdravniki, ki so bili do sedaj vojaščine oproščeni. Oni, ki so bili ves čas sedanje vojne za vsako vojaško službo nesposobni. Oni, ki že danes služijo jugoslovanski armadi, duhovniki in oni, ki radi zdravniško dokazane bolezni ali pohabljenosti ne morejo zgrešiti. Vse oblasti in podjetja
ki so neobhodno potrebne za vzdrževanje javnega reda in miru, prometa, prehrane in tako dalje in tako dalje. In ki imajo uslužbene može omenjenih rojstnih letnikov, naj se glede oprostitve kar se da hitro zglasijo v pisarni vojaškega poveljstva v Mariboru. Prometne zapreke, naprimer prenapolnjeni vlaki, slabo vreme in tako dalje, ne oprostijo nikogar, da se na določeni dan in ob določeni uri ne zglasi. Vsak zglašenec mora prinesti s seboj od občine izstavljeno izkaznico, na kateri bo potrjeno, da je zglašenec res dotična oseba. Tudi naj vsak zglašenec prinese s seboj svoje vojaške listine, naprimer odpustnico, oprostilni list in tako dalje in tako dalje. Plača. Plača od dneva zglasitve znaša 5 kron na dan za podčastnike in 4 krone na dan za poddesetnike in vojake brez šarže za ves čas vojaške službe. Za hrano, stanovanje, obleko je vse od jugoslovanske armade poskrbljeno. Do tega ukaza ne uboga. In se torej 18. listopada ne zglasi v Celju ali v Mariboru, smatrali ga bomo dezerterjem, pritirali ga bodo v zglaševanju orožniki in bo po starih naših postavah kot izdajalec domovine najstrožje kaznovan. Ta ukaz naj se oznani tudi po cerkvah in naj ga razširjajo v svojem okolišu vsi zavedni Jugoslovani, da dobimo, koliko je mogoče hitro, svojo jugoslovansko armado. Generalmajster, vojaški poveljnik Štajerja. Nemci v Mariboru ne bodo več govorili Liberalke Švarce Trimer, a saj vidiš Maribor. Pa če bi te besede napisal sam Bog, ne pa nek mariborski župnik in nemški pisnik Gernstok. Nihče več ne bo govoril, raje od dima počrnele ruševine kot slovenski Maribor. Seveda pa teh besed niso govorili, ko so zahtevali ustanovitev posebne mestne obrambe, ki ji pravijo Schutzwehr. Kajti od tistih dni, ko je Avstro-Ogrska kapitulirala, njena armada pa je razpadla in jo je celo sam cesar odvezal vojne prisege. V mestu res prihaja do anarhije, ki jo Nemci še posebej poudarjajo. Pretiravajo z grozotami, ki da so se zgodile meni. In moji vojski očitajo, da nismo sposobni zajeziti nasilja, ki ga na železniških postajah in v okolici resnično uprizarjajo. Razočarani, sestradani vojskovanja in smrti siti vojaki, zlasti Mačari. Pa tudi tisoči drugih, ki so v prenapolnjenih vlakih vračali na Mačarsko in Kranjsko, celo v Italijo, Avstrijo, Češko ali v daljno Srbijo. Če Dolan, Kos, Gracner in Malenšek, moji častniki ne bodo dobro vodili moje vojske, bo naslednji dan tukaj več bataljonov nemških vojakov iz Lipice in iz Graca. Seveda, logično. Oni so prepričani, da bo Maribor spet njihov. Ampak ne. Maribor bo naš, bo moj. Schutzwehr, auf Wiedersehen! Hvala gospodu Bojanu Maroševiću, stalnemu članu Drame SNG Maribor.
Videli smo del monodrame General, ki je njegov avtorski projekt in je bil premierno izveden na Maistrov dan 23. novembra leta 2009. Monodrama o generalu Maistru je nastala pod peresom Toneta Partljiča. Ponovno pa bo na odru zazvenela glasba, zato oder predajam godalnemu kvartetu Alfine.
Glasbeniki godalnega kvarteta Alfine so nam pripravili pravo glasbeno poslastico. Za češnjo na vrhu lete pa bomo slišali znano majstrovo pesem Završki fantje. Priredbo je prav za nocojšnjo slovesnost za godalni kvartet priredil njihov vodja Alfine godalnega kvarteta Peter Kranjec. Z glasbo smo nocojšnjo slovesnost pripeljali k koncu. Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskrene čestitke. Preden se razidemo, pa vabim vse nagrajence na fotografiranje, zato vas, spoštovani nagrajenci, prosim, da počakate v dvorani. V avli dvorani pa že čaka pogostitev. Vse prisotne vabim, da se ustavite, saj je seveda čas za tople stiske rok, čestitke in lepe besede ob dobrem prigrizku in žlahtni kapljici. Z vami sem bila Janja Kraner in želim vam prijeten preostanek prazničnega večera. Srečno!